Nedeljski klepet. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Nedeljski klepet. Danes se dotikamo teme, ki se je nekateri izogibajo, a se tiče prav vsakega izmed nas, kakovost življenja pred smrtjo. Z mano je Jani Kramar, vodja programa detabuizacija smrti pri Slovenskem društvu Hospic. Jani že skoraj 12 let spremlja umirajoče in njihove svojce. V društvu je vstopil kot prostovoljec, ker ga je bilo strah smrti in jo je želel bolje razumeti. Danes pa z nami deli zgodbe, izkušnje in drobne modrosti, ki nas lahko naučijo, kako biti drug drugemu bližje, tudi takrat, ko je najtežje. Gospod Jani, dober večer in dobrodošli. Dober večer. Kakšne so vaše izkušnje spremljanja umirajočih, kako vi osebno dojemate to poslanstvo? Ja, pred kratkim sem imel debato na to temo pravzaprav s kolegi iz Celja, kaj je tisto, kar me nekako žene pri tem delu, ne. In sem rekel zelo iskreno, ne, da pravzaprav je moja izkušnja ta, da kjer vstopi Hospic, ne samo Jani Kramar, seveda v družino, tam zagotovo ni slabše, ko vstopimo, je boljše. Pa mi ena kolegica izkušenejša je rekla prav pomen, da ja bo boljše. Ja, ampak bi rekel, treba je imeti pogum, da tam vstopiš in tudi ko je hudo, ne zbežiš. In tako kot ste me vprašali, torej moja izkušnja je, ne, da človeku tudi ob koncu življenja ni dobro biti sam in zato moramo premagovati te predsodke, da nekomu ne moramo nič drugega narediti kot to, da sem zraven. Ampak zelo velikokrat je to največ, kar lahko narediš. Kaj pa vas je v teh letih spremljanja najbolj presenetilo pri umirajočih? Česa niste pričakovali? Ena velika šola za mene je bila to, da so umirajoči naši največji učitelji in pa predvsem, da želijo o teh težkih temah ob koncu življenja imeti en delež pri odločanju, kaj bo z njimi. Kaj hočem povedati? Torej, še prevelikokrat se nam zgodi, da ko pridemo na obisk v družino, ko vstopimo v družino, nam svojci rečejo, ja, veste, naš oče, naša mama je v sosednjem prostoru, ampak njemu nič govoriti o tem, da je bolan, da se bliža smrt, Bog ne daje o pogrebu kaj spregovoriti, ne. No in mi vstopimo k bolni osebi, ne, in se z njo pogovarjamo in ko od nje odhajamo, ta oseba reče, jaz vem, da sem na smrt bolan in da so mi dnevi ali pa tedni šteti, ampak moji pa ne vedo, ne, tako da njim pa nič povedati, ne. Zmeraj znova me preseneti to, da pravzaprav igramo drug pred drugim eno igrico, čeprav pa moram reči, da v vseh teh 12 letih, kar delam v Slovenskem društvu Hospic, jaz še nisem srečal neozdravljivo bolne osebe, ki to ni vedela. Vsi so vedeli, vsi so čutili, kar pa ne pomeni, da nismo mi še velikokrat vprašani, ali bom jaz umrl. Zakaj pa mislite, da prihaja do teh igric? Zakaj se izogibamo svojci pogovarjati z umirajočimi? Verjetno bi rekel, je to naloga programa v Slovenskem društvu Hospic, ki ga trenutno vodim, torej detabuizacija. Smrt smo mi izrinili iz naših razmišljanj, iz našega življenja, tudi tehnično, ne, smo izrinili, saj vemo, kakšni so pravzaprav danes pogrebi, samo da nismo dolgo na pokopališču, samo da se o tem ne pogovarjamo. Mi pa poskušamo tudi skozi razne dogodke, ki jih organiziramo v okviru programa detabuizacija, to smrt nekako vrniti v naše razmišljanje, torej predramiti ljudi, da o tem razmišljajo takrat in se pogovarjajo, dokler je še čas. Mi v Slovenskem društvu Hospic seveda smrt nekako pojmujemo kot del življenja in seveda, če se o smrti in umiranju ne pogovarjamo, nismo prisotni takrat, ko se to začne, potem nam en del v življenju naše drage osebe, znanca, kakorkoli že, sorodnika, manjka.
In strah pred tem je še zelo velik in še veliko dela nas čaka na tem področju, da se bomo o smrti začeli pogovarjati, tako kot se pogovarjamo o rojstvu. Torej, rojstvo, zato da prideš na svet, da se rodiš, moraš imeti malo sreče, če se malce pohecam, ne? Pa o tem se pogovarjamo. O smrti, ki je najbolj gotovo dejstvo na tem svetu, se pa ne bi. Ne? Mogoče se obnašamo tako, kot smo se kdaj v šoli, ne? Ko smo vedeli, da bomo, recimo meni matematika ni šla, da bomo matematiko pisali, pa se nismo učili. In podobno se obnašamo tudi o smrti. Vemo, da nas čaka, pa najraje ne bi o njej govorili. Pravite torej, da smrt še vedno ostaja precej velik tabu, pa v teh 12 letih, odkar delujete v Slovenskem društvu Hospic, je že kaj bolj razbit, ga je že kaj manj kot takrat, ko ste začeli? Težko je, bi rekel, na nek način tukaj ocenjevati svoje lastno delo, ampak jaz sem optimist na tem področju, da smrt počasi vračamo v življenje. Ne nazadnje, pa naj ne zveni prepotentno, torej smrt smo vrnili v življenje tudi s tem, da zdaj nismo več pravzaprav edini, ki bi na nek način se tudi po strokovni plati z umiranjem, z zaključevanjem odnosov ukvarjali. Torej, pred kratkim smo imeli kongres Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo, ne, in mi tam prišlo na misel, pravzaprav sem potem tudi, ko sem predstavljal naše društvo, tudi tako rekel, torej starejši brat hospic in mlajša sestra paliativa naj z roko v roki poskrbita za tiste, ki iz tega sveta odhajajo. Kaj pa pravzaprav je bistvo hospica? Se ta razlikuje od paliativne oskrbe in kaj prinese družini? Jaz bom rekel tako, hospic in paliativna oskrba seveda hodita z roko v roki, s tem, da ima paliativa pravzaprav bolj poudarek na lajšanju fizičnih simptomov, torej predvsem ta medicinski del, medtem ko se pa hospic veliko pozornost posveča predvsem temu, če bi človek rekel, nemedicinskemu delu, torej mi tako v hospicu pa človeka obravnavamo celostno, kot fizično, duhovno, duševno in tudi socialno bitje. Nekateri mu zdaj dodajajo še informacijsko, kar mi je dalo zelo misliti. Človek je tudi informacijsko bitje in tudi prenašanje informacij na pravi način postaja vedno bolj pomembno. Sicer pa tako, kot sem rekel, če želimo, da je za neozdravljivo bolnega poskrbljeno tako v največji možni meri, potem seveda morata hospic in pa paliativa iti z roko v roki in zelo sem vesel, da delujem v okolju, kjer nam to gre zelo dobro. Torej, na prvem mestu je zelo lepo iti v službo, ko veš, da imaš, bi rekel, na telefonu vedno na doseg, torej strokovnjake, ki ublažijo bolečino, ki ti znajo svetovati, kaj uporabniku poveš. Še bolj me pa veseli to, da je zaradi tega našega dobrega sodelovanja, govorim o paliativnem timu Splošne bolnice Novo mesto, če temu tako rečem, dobro poskrbljeno tudi za naše uporabnike. Pravite, da je najpomembnejše, kadar uspete družino pripeljati k umirajočemu. Kaj to pomeni in kakšno vlogo ima to potem pri procesu žalovanja? Ja, ker smo ljudje, bi rekel, nas najbolj prepričajo podatki, nekako nas učijo, da moramo, bi rekel, govoriti zelo konkretno, potem bom začel s to konkretnostjo. Torej, jaz opažam, da tam, kjer smo v družinah prisotni že v času umiranja, poslavljanja, potem v našem programu žalovanja iz teh družin nimamo uporabnikov. Torej, mi na nek način družino že pripravimo na smrt, govorimo tudi o tako imenovanem predhodnem žalovanju, torej, da če uspemo družino nekako, če temu malce grdo rečem, poriniti k postelji umirajoče osebe, potem seveda smo en velik del v procesu žalovanja že naredili. Vedno bolj pa se mi zdi, da bomo mogli v Slovenskem društvu Hospic poleg teh 4 programov, ki jih imamo, dodati še en program. Namreč, kaj hočem povedati?
Torej, tam, kjer uspemo družino nekako spraviti blizu umirajočih, ko doživljajo, bi rekel, odhod svoje drage osebe neposredno, ne da se tega izogibajo. Torej, ko se uspejo ti odnosi čim bolj v največji možni meri zaključiti, potem mi s tem ne samo, da nimamo uporabnikov v programu žalovanja, ne samo, da smo pomagali družini, ampak zaradi tega, ker so uspeli zdržati ob dragi osebi takrat, ko je bilo najhuje, ti ljudje grejo potem v življenje drugačni. Naj ne zveni spet, bi rekel, prepotentno, ampak mi s tem enostavno ustvarjamo to družbo bolj sočutno. Včasih ljudje ne vedo, kaj reči ali storiti, ko je nekdo neozdravljivo bolen. Morda se zato bojijo k postelji, kot ste sami omenili. Kaj bi jim svetovali? Kako biti ob nekom, ki odhaja? Mogoče je tukaj, bi rekel, tisto prvo navodilo, ki ga dajemo, bi rekel, prostovoljcem na začetnem usposabljanju. Torej, k neozdravljivo bolnemu je treba vedno iti brez kakršnih koli pričakovanj, brez kakršnega koli načrta. Biti samo na razpolago in biti samo ti tak, kakršen si. To pomeni ne igrati pravzaprav nekoga, ki vse ve, supermana ali kakorkoli, ampak jaz sem tukaj za tebe, s tabo, ti mi pa povej, kaj pravzaprav, na kakšen način ti lahko pomagam. Kot sem rekel, presenetljivo velikrat je to dovolj samo prisotnost. Že profesor Janez Milčinski je pred 40 leti rekel, da umirajoči oziroma neozdravljivo bolen človek mora imeti samo 3 stvari. Torej, ne sme biti sam, ne sme ga boleti, pa ne sme biti žejen. In bi rekel, to so take preproste reči. Predvsem pa moramo, bi rekel, pustiti, da tisti, ki je neozdravljivo bolan, izrazi svoje želje, mu pustiti avtonomijo. Spet mogoče to najbolj, bi rekel, tak primer je, so prišla enkrat z zdravnico iz paliativnega tima na prvi obisk k enemu gospodu, ki je ravno zaključil specifično zdravljenje, in so prišla na obisk in je seveda vprašal zdravnico, najprej je rekel, tako po dolenjsko, je rekel: "Dohtarca, a grem jaz lahko še na morje, ne?" Pa mu je rekla zdravnica: "Pejte, seveda, ampak takoj, ne." Zakaj sem to zgodbo povedal? Zaradi tega, ker bi rekel, morda v očeh svojcev, je to nekaj norega, Torej, nekdo neozdravljivo bolan bi šel še na morje, Verjetno bi bilo za družino in za samega bolnika pravzaprav lažje, ko bi bil samo doma. Pa vendar ne, bi rekel, so to še take realne želje. Se ni treba iti ne vem kam na Vis, na morje, ampak do Izole se pa da iti za par dni, in če je ta želja izpolnjena, je to nekaj pravzaprav najlepšega. Naslednja stvar, bi rekel, pri tem poslušanju želja neozdravljivo bolnih, je tudi to, da jim pustimo te, bi človek rekel, zadnje avtonomije. Recimo, oni, ena taka, bi rekel, psihološki prehod je recimo iz tega, da sami hodijo na stranišče v plenice. Torej, ljudje si želijo ob koncu življenja čim dlje biti samostojni. Za samega bolnika, za svojce, za vse bi bilo bolj enostavno, ko bi plenice prišle prej. Ampak oni želijo, in to jim je treba, bi rekel, takrat omogočiti. Saj to ne traja dolgo, Kmalu se pravzaprav človek vda in pristane v plenicah v postelji, ampak omogočiti jim to, da imajo še to možnost odločanja o tem. Umirajoči pogosto mislijo, da so svojcem v breme. Vas skrbi, da bi možnost evtanazije lahko zato povzročila kakšen pritisk nanje? Mislim, da se tega pritiska premalo zavedamo. Sem pa ravno včeraj bil pri eni gospej, ki sem jo spremljal najprej kot žalujočo, zdaj pa še za rakom zbolela, No, in mi je povedala, bi rekel, krasen odgovor na tole, kar ste me vprašali, breme. In ga bom seveda z veseljem, bi rekel, uporabljal pri svojem delu naprej, Je rekla, sem rekla svojemu sinu: "Jaz zdaj, ko sem pa zbolela, bom si pa naročila rešilca, da me bo vozil na kemoterapijo in tako naprej." On pa je rekel: "Ne, mama, mi te bomo vozili, Pa je rekla: "Ja, pa jaz nočem biti v breme." On je pa rekel: "Mama, a so bili tvoji starši tebi breme?"
Če me pa že sprašujete v zvezi z evtanazijo oziroma morebitnimi pritiski, ja, jaz se tega bojim. Bojim se tega, ne, da kljub, bi rekel, bi človek rekel, mišljenju ali pa bi rekel poudarjanju, da evtanazija prinaša možnost izbire. Morda res, lahko se tudi tako pogleda, ampak moja skrb je predvsem v tem, da prinaša predvsem omejevanje svobode. Jaz si ne predstavljam, ali pa bi rekel, se bojim tega, da bo pač prišlo do tega, da se bodo neozdravljivo bolni ali pa še večja bojazen, da ne samo neozdravljivo bolni, nekdo, ki bi rekel primerni, ki še ni neozdravljivo bolan, ampak se bo čutil breme, zaprosil za predčasno končanje življenja. Kje vidite največje izzive slovenske družbe, ko govorimo o odnosu do smrti in staranja? Morda največji izziv je ta, da si bomo morali priznati, da ima človeško življenje, bi rekel, več faz. Mi zelo radi govorimo o fazi, ko smo fit, ko smo lepi, ko smo zdravi, ko smo, bi rekel, na vrhuncu svojih moči, ampak seveda to, če smo zelo, bi rekel, iskreni, traja nekaj let. Treba se bo pripravljati v življenju tudi na to, da bomo nemočni, da bomo krhki, da ne bomo vsi lepi, pa rekel, predvsem se ne bati tega obdobja. Jaz vidim, ljudje rečejo, jaz sej nisem za nič več, sej ne morem nič več narediti, nisem učil na študij, nisem več produktiven. Ampak ena, bi rekel, krhka babica, ki potrebuje pomoč, ali pa dedek, je isto. Torej, če drugega so lahko krasen zgled, bi rekel, svojim otrokom, vnukom, pravnukom, če jih dočakajo, za to, kako se tudi ob koncu življenja, bi rekel, spopasti z izzivi, ki jih pač prinaša zaključevanje življenja. Kako pomembno pa je, da se o smrti pogovarjamo vnaprej, ne šele takrat, ko se že dogaja? Ja, zadrege ob koncu življenja seveda po naših izkušnjah so velike, ampak s pogovorom, ki se začne ob pravem času, pravi čas ni nikoli, ampak ki se sploh začne, pa se te zadrege lahko zmanjšamo. Recimo, tukaj lahko zelo, bi rekel, sem konkreten, neozdravljivo bolni se zelo, po mojih izkušnjah, se zelo radi pogovarjajo o svojem pogrebu, ampak je strah svojcev ali pa tistih, ki smo zraven, prevelik, da bi to ubesedili. Ni potrebno reči, oče, mama, kako bi pa ti bil rad pokopan. Ampak v pogovoru jaz velikokrat to sprožim, kadar nisem siguren, ali je to, bi rekel, pravzaprav že bilo ubesedeno. Rečem, sem pa bil na enem pogrebu. A ja, kako je pa bilo? Ja, pa je bila godba, pa mi je bilo to všeč, pa je bilo tisto všeč. In običajno se, bi rekel, neozdravljivo bolen človek odzove, z vprašanji, kako je bilo, kaj je bilo, kakšni so bili venci, kdo je govoril in tako naprej. In od tu do vprašanja, kako bi pa vi to želeli, vse nam bodo povedali po moji izkušnji. V enem od pogovorov ste dejali tudi, da hospic ne pomaga le umirajočim, ampak gradi bolj sočutno družbo. Kaj to pomeni? Jaz mislim, da je izkušnja smrti tako globoka, tako pravzaprav močna, bi človek rekel, da tisti, ki uspe zdržati te težke trenutke, seveda na življenje gleda drugače. Če bi rekel, sem zelo oseben, moram reči, da ko grem jaz k nekomu, ki je neozdravljivo bolan, imam lahko v glavi 1001 problem. Ko sem nekaj časa z umirajočim, ali pa bi rekel, ne še aktivno umirajočim, samo pri neozdravljivo bolnem, ko od njega odhajam, vidim, da jaz pravzaprav kakšnih hudih težav nimam. Morda pa vključim tudi to, kar se je v preteklih dnevih pravzaprav dogajalo, ta naša kampanja v zvezi s 30-letnico oziroma ko smo delali to generalko življenja. Kako močni so bili občutki tistih, ki so si upali na prvi pogled, bi rekel,
nekaj banalnega, nekaj, bi rekel, samo provokativnega, torej se uležt v krsto, poslušati svoj pogrebni govor vnaprej. Torej, ti ljudje, ko so vstali iz krste, iz tega našega pravzaprav eksperimenta, kakšna čustva, kakšna notranja globina, kakšni občutki so vreli iz njih. Morda mi je žal samo to, da ni bilo teh ljudi še več. Lahko pred koncem pogovora z nami delite še kakšno zgodbo, ki vam je posebej ostala v srcu in kaže na pomen človeške bližine ob koncu življenja. Ja, sej je bila medijsko kar odmevna, pa kakorkoli. Torej, v letošnjem poletju je umrlo 17-letno dekle, ki smo jo spremljali v času njene bolezni. Torej, ko smo prvič prišli k njej, je bil en sam obup, normalno, seveda, bi rekel, ko udari bolezen, ni prizadet samo tisti, ki je bolan, ampak je prizadeta cela družina. Torej, obup pri dekletu, čeprav dekle je bilo pravzaprav tudi na začetku še najbolj korajžno, če temu tako rečem. Starši so bili, bi rekel, ves čas naših obiskov v začetku na robu solz. Potem so naše prostovoljke tukaj res opravile res veliko delo z obiski. Recimo, dekle je delalo nakit, torej dokler je lahko, potem so to prevzele naše prostovoljke in pa družina so, bi rekel, to dekle je reklo, pravi, jaz samo povem, kaj je treba kupiti, kater material, kakšne dele in potem po mojih navodilih to sestavljajo. Skratka, od prvega obiska pa do zadnjega, ko sem jaz prišel en teden pred smrtjo na zadnji obisk, umirjeno, nobenega joka, nobenega obupa, seveda da žalost, normalno da žalost, ampak bi rekel umirjenost, vse so se dogovorili tudi v zvezi s temi, bi rekel, poslednjimi željami, tako kar se tiče, bi rekel, morebitnega odhoda na urgenco, so se dogovorili, da bodo zdržali doma, pogreb, skratka vse je bilo urejeno. Res, seveda, če rečeš 17-letno dekle, da je umrlo lepo, se morda na en način sliši, bi rekel, kruto. Seveda je bila smrt, recimo temu 70 let prezgodaj, ampak je bilo res lepo in bi rekel, predvsem pa to na nek način hospičevo delo, ki je bilo tukaj upravljeno. Saj nismo nič posebnega naredili. Naredili smo samo to, pravzaprav, kar so naši predniki že znali, mi pa smo že precej pozabili. Bili smo tam, ko so nas potrebovali, živeli smo z njimi, podpirali čim bolj normalno življenje, čim dlje, med drugim smo jo peljali na koncert Vlada Kreslina, ampak bi rekel, dekle je umrlo, tako kot bi človek rekel, spravljeno samim seboj, z bližnjim, pa tudi, ona ni bila verna, ampak tudi s tistim presežnim. Gospod Jani Kramar, če bi morali povzeti v enem stavku, kaj vas je spremljanje umirajočih naučilo o življenju? Bom končal z verzi dolenjskega pesnika Severina Šalja. Ker vem za smrt, sem zaljubljen v življenje. Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s to mislijo zaključujemo današnji nedeljski klepet. Gospod Jani Kramar iz Slovenskega društva Hospic, iskrena hvala za vaš čas, izkušnje in bogate misli, ki ste jih delili z nami. Hvala tudi, da skrbite za umirajoče in njihove svojce. Vaša prisotnost dela našo skupnost bolj človeško. Hvala tudi vam. V novembrskem nedeljskem klepetu je bil moj gost, vodja programa Detabuizacija pri Slovenskem društvu Hospic, Jani Kramar. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditelj Jon Kanjir. Lahko noč. Poslušali ste nedeljski klepet.